naši spletni strani klepetobkavi.si lahko vsak dan najdete kup novic takih in drugačnih, ki vam pomaga na vaši poti in kaže različne poti, ampak na koncu morate to pot prehoditi zmeraj sami. Če želite kakšno informacijo glede kakšne osebe ali pa kakšne stvari, ki ste jo videli v oddaji, potem je tudi 02600 200 230 ustrezna telefonska številka, tam pa lahko poprašate tudi o prihajajočih dogodkih in predavanjih. No, bolezen. Poglejmo tole bolezen. To ni nekaj, kar bi si človek želel v življenju, da zboli in dobi kakšno bolezen, ampak kako na to bolezen dejansko gledamo? Je to vzrok nečesa ali je to posledica nečesa? Če pogledamo medicino, gleda na bolezen kot dejansko na nek vzrok, se pravi, zdravijo simptome. A pa vendarle, so simptomi tisto, kar želite zaustaviti, ali bi se raje lotili resničnega vzroka, zakaj je do te bolezni sploh prišlo v sami osnovi? No, da bi lahko odgovorili na to vprašanje, pa se moramo podati malce v zgodovino. Veliko se je dogajalo in obstajajo osebnosti, ki so pravzaprav imele takrat, v tistem času, kar precej niti v svojih rokah. In zaradi njihovih odločitev, dejanj in besed se je tudi medicina in ves ta zdravstveni sistem naprej razvijal tako, kot se je. V moji družbi je magister Zoran Železnikar, lepo pozdravljen. In v knjigi Človek je več sem prebrala mnogo o tem, pa tudi v knjigi Hipokrat je bil kuhar, v knjigi Ivana Sočeta. Tudi tam sem pravzaprav naletela na zelo zanimive vsebine. Zdaj omenila sem, da so osebnosti v naši zgodovini, ki so imele močan vpliv na to, kako danes gledamo na bolezen in kaj mislimo, da je vzrok, zakaj do bolezni pravzaprav pride, do virusov, bakterij, infekcij, mikroorganizmov in nasploh. Kdo sta ti dve osebnosti, če bomo zdaj pogledali dve? Ob koncu 19. stoletja je prišlo do večjega zanimanja znanosti za ozadje bolezni in takrat sta bile pravzaprav nekako dve skupini raziskovalcev. Ena je bila okrog francoskega znanstvenika Antoina Béchampa, ki je bil res velik strokovnjak in je se poglabljal tudi v metafizično ozadje stvari. Druga skupina je bila pa v zvezi z Louisom Pasteurjem, Kochom in še nekaterimi drugimi, ki so imeli pogled nekoliko bolj ozek. In prvi je zastopal teorijo pleomorfizma, Koch in pa Pasteur pa sta zagovarjala tezo monomorfizma, oziroma to je teorija, ki pravi, da so mikroorganizmi nespremenljivi, takšni kot so, da ne spreminjajo svojega delovanja, izgleda, lastnosti in tako naprej. No in zakaj je prišlo do tega, da se je naš pogled potem nekako bolj osredotočil na monomorfizem, je pa razumljivo, če vemo, da je tudi takrat se že znanost začela udinjati kapitalu, oziroma vplivov iz ozadja, ki so želeli seveda krepiti dobičke. In za kemično, farmacevtsko industrijo je bilo seveda zelo privlačno, da bi odkrila neke zle dejavnike, ki so povzročitelji bolezni. In zato je bila krasna ideja Louisa Pasteurja, recimo, da so povzročitelji bolezni mikroorganizmi. In ko smo imeli zdaj tiste sovražnike, proti katerim se je treba boriti, je lahko kemična in farmacevtska industrija sproducirala milijone zdravil, ki so vse seveda vir dobrega zaslužka in s temi sredstvi naj bi preprečevali bolezni. V resnici je bolezen nekaj čisto drugega, kot imamo sedaj predstavo, ampak to je pa že druga zgodba, seveda. Danes ljudje še vedno verjamejo, da so mikroorganizmi, se pravi virusi, bakterije, da so povzročitelji bolezni. Ja. Po tem, kar si povedal, temu ni tako, je to samo izjemno dobra ideja Pasteurja in potegnila jo je pa farmacija zaradi tega, ker je videla, da lahko iz tega veliko zasluži. Ja.
A kdo je kriv za bolezni, če niso mikroorganizmi, se pravi virusi in tako naprej? Ker še danes slišimo po radiju, pazite se, ta in ta virus razsaja, pa ta in ta virus razsaja. Se pravi, je to vse laž? Treba je vedeti, kaj bolezen v resnici sploh je. Mi vidimo samo simptome, vidimo samo odraz bolezni na telesu samem, fizične odraze. Ne vidimo pa, kaj je dejansko pripeljalo do bolezni. In to je tisto vprašanje, s katerim bi se ljudje morali res začeti ukvarjati. Ker če mi vzrokov bolezni ne odkrijemo, potem je tudi zdravljenje simptomov dejanje oziroma proces, ki ne da pravih rezultatov, ker vzroki še obstajajo in se bodo na drugačen način zopet v drugi bolezni odrazili. Torej, bolezen, kot jo razumemo, če pogledamo recimo še z metafizičnega zornega kota na človeka in pač njegovo delovanje, bolezen je neustrezni odnos do stvarnosti, do sebe, do okolja, do bližnjega, do družbe in tako naprej. Se pravi, bolezen je neustrezni odnos do zunanjih ali pa notranjih, se pravi kot sebe, stvari. Tako. In zaradi teh neustreznih odnosov pride do potenciranih čustev. Čustva so pa energijski dejavnik, ki vplivajo na naše organe, na presežek energije na mestu določenega organa ali pa primanjkljaj te energije. Se pravi, ni harmonije. Tako, izgubimo tisto naravno harmonijo, izgubljeno ravnovesje pa vidimo na telesu tako, da se začnejo v telesu kopičiti toksini, strupi, skratka razkrojni produkti, ki se jih ne da zadosti hitro odstranjevati iz telesa. In tukaj pa nastopijo potem čistilci, ki tovrstne strupe začnejo razgrajevati, to so pa mikroorganizmi. Torej, oni nastopijo ne kot povzročitelji, ampak kot posledica in rešitev, zato da se telo lahko začne razbremenjevati. Se pravi, mi se borimo, ko se borimo z mikroorganizmi, se pravzaprav borimo proti našim rešiteljem. Lahko bi tako rekli, ja. Namreč, tako kot je Antoine Béchamp v svoji teoriji razložil, v naravi obstajajo določeni mikroorganizmi, mikrocime jih je imenoval, ali pa tudi protiti, pa še več drugih imen je, ki se nahajajo povsod v naravi, tudi v vseh živih bitjih, v krvi. In ti mikroorganizmi so v latentnem stanju neaktivni. Ko pa pride do situacije, ko se določeni dejavniki v telesu, recimo kislost, spremeni, ko je telo zakisano ali pa ko je polno nekih strupov, se pa ti protiti spremenijo, to je pa ta ideja, kot sva jo prej omenila, pleomorfizma, da zamenjajo svojo naravo, svoj način delovanja, svoj izgled, svoje lastnosti in začnejo delovati kot virusi, bakterije, glivice in tako naprej. To so pa dejavniki, ki v resnici pomagajo vse te strupe pretvarjati v takšno obliko, da jih telo lahko izloči. Torej, vsi ti mikroorganizmi prispevajo k temu, da telo začne ozdravljati. Če ne bi bilo razgrajevanja, če ne bi bilo čiščenja, bi se zastrupali. Ne bi bilo možno do rešitve priti. Ker mi vemo, da v naravnih procesih je potrebno s fermentacijo ali pa z gnitjem spremeniti snov, da lahko pride spet do nekega zaključenega kroga snovi. In če imamo mi proces, ki ga sprožijo ti mikroorganizmi, ki se mu reče fermentacija, potem je telo v fazi ozdravljenja. Če se pa ta proces giblje v smeri gnitja, je pa to proces, ki pripelje do smrti. Se pravi, za vse te procese dejansko smo lahko hvaležni za njih. Ampak recimo, če pogledamo, kako družba danes dojema viruse, ne vem,
Jaz, ko gledam reklame, recimo, ko iz WC-ja ven pošasti zelene skačejo in strašijo in potem pride ženska in polije vse s kemijo in polje vse čisto in belo. In teh pošasti mikroorganizmov ni. Mikroorganizmi delajo pa za nas. Seveda. Zato, da smo mi zdravi in zato, da telo lahko naredi vse procese, kakor jih mora. Se pravi, je to podobna zgodba, kakor ima človek vročino, pa ko bi jo vsi takoj začeli zbijati, a telo vročino naredi zaradi tega, da z višjo temperaturo uničuje patogene organizme, ki seveda se jih je treba znebiti, ampak ti organizmi so opravili že določeno funkcijo. Tako da, jasno, treba je razumeti, da obstajata vedno dve plati. Ena stvar ni nikoli samo dobra ali pa samo slaba, ampak ima dobro in slabo plat. Tako da ta proces, zdaj midva sva ga malo poenostavila, je vendarle bolj kompleksen. Ampak bistvo pa je, da razumemo, da bakterije niso povzročitelji, ampak stopijo na sceno šele takrat, ko telo že zboli. In tudi telo se ne nahaja pri bolezni v stanju pasivnosti in samo trpi preko delovanja teh organizmov, ki slabijo, ampak aktivno sodeluje pri bolezni. Zato, ker bakterije delujejo v simbiozi z našimi procesi, ki se v nas dogajajo. Rekla sva, da do bolezni pride zaradi tega, ker je zunaj nas ali pa v nas, saj kakor zgoraj, tako spodaj, kakor zunaj, tako znotraj, nek neustrezen odnos. Ampak če imam recimo jaz nek neustrezen odnos, recimo, da hodim v službo, ki je ne maram, ti ljudje v nedeljo zbolijo. Zaradi tega, ker v ponedeljek noče, ker imajo neustrezen odnos recimo do službe. Ampak recimo, ne vem, kako, na kakšen način bo zdaj njim ta razjeda na želodcu pomagala, da bojo zrihtali odnos s službo. Ja. Torej, če pogledava tako, tisto, kar nas resnično naredi bolne, je energijski naboj, ki je posledica čustev. Razžaljena čustva, nezadovoljstvo in tako naprej, so stresni dejavniki, ki povzročijo to. Ko pa mi zbolimo, se moramo pa zdaj ustaviti, moramo, ker smo nesposobni za delo, razmišljati, če smo pametni, bomo morda lahko ugotovili, kaj počnemo narobe, da smo zboleli. In ta pavza, to mirovanje nam je priložnost, da lahko poglobljeno razglabljamo o tem, kaj nas je v resnici pripeljalo do bolezni. Ne virusi, ne bakterije in tako naprej, ampak nek odnos, ki smo ga intenzivno gojili in je pripeljal do teh stresnih dejavnikov, ki so povzročili potem te energijske anomalije v telesu. In če vemo, da je naša jeza, recimo, bila tista, ki je dalj časa prisotna, okvarila recimo naš žolčnik, in smo prisiljeni iti na operacijo in izgubiti en organ, ki ima pomembno vlogo v telesu, potem se lahko vprašamo, ali je smiselno, da jaz takšno jezo, v konkretnem primeru, še naprej v enaki meri izražam in torej delam silo samemu sebi. Jaz kaznujem svoje telo zaradi neustreznih odnosov. Se pravi, na koncu nastrada telo. Tako je. Telo plača ceno za naše napačne odnose. Ampak to je recimo razmišljanje zrelega uma, zrelega človeka, ker recimo nek človek, ki se še ni prebudil, razmišlja kot, zbolel sem, jaz sem žrtev. Glih jaz. Pa glih jaz. Se pravi, kakor da bi življenje, listke potegnili ven, kdo bo naslednji dejansko zbolel. Se pravi, bolezen se ne zgodi po naključju. Nikakor. Ampak naključij ni. Si dejansko sami pridelamo to bolezen. Tako je. Res je, obstajajo tudi zapleti, ki so posledica poškodb, ki se pa razvijajo v bolezen, ampak večina bolezni ima ali karmično ozadje, to se pravi, da smo mi povzročili za nekimi res zlemi dejanji v minulih življenjih nekaj, kar moramo odplačati v tem življenju.
take manjše bolezni nas pa spet učijo, kako je treba ravnati. Recimo, kot sva rekla, če imam težave z želodcem, razdražen želodec pomeni preveč čustev, preveč razdraženih čustev, ki so usmerjene zoper sebe, namesto da bi raziskali, kako se je treba obnašati do nekega problema, to energijo prepustimo, da znotraj nas ustvarja neke posledice, ki so za telo seveda usodne lahko. Tako da vedno je treba v vsaki bolezni iskati drugačno ozadje kot tisto, ki se ponuja na prvi pogled, ki nam ga razlagajo. Kemična industrija seveda, oziroma farmacevtska industrija pa silno bogato zasluži na teh naših strahovih, da so zdaj zunanji dejavniki krivci za zbolevanje. Ja, pošasti so, ne? Seveda. Ti mikroorganizmi so pošasti, ki te bo pojedla. Mi imamo vojno pravzaprav z temi mikroorganizmi. Dejansko vojno. In kdo so pa vojni dobičkarji tukaj? Farmacija. Farmacija. Se pravi, oni pridobijo, mi pa dejansko se borimo proti našim rešiteljem, proti nekim naravnim procesom, ki telesu pomagajo, da gre čez nek proces, a v bistvu se gre za to, da je čakaj malo. Pa jaz bi potem takem rekla, da je ljubezen potem tisto zdravilo univerzalno. Absolutno, ker ljubezen, vsak stres, vsako čustveno neskladje pomaga umiriti, pripeljati do neke harmonije v telesu in zato je dejansko ljubezen zdravilo za vse. Se pravi, ko nekdo reče, dobila sem raka, nisi ga dobila, noben ti ga ni dal, nobena stvar ti ga ni dala, pridelal si dejansko to. Se pravi, namesto da rečeš dobila sem raka, rečeš pridobil sem to in to bolezen, se pravi, katero področje mojega življenja, kater del mojega življenja, kater del mene potrebuje ljubezen. Ja. To je zelo pomembno poudariti. Mi smo vajeni, da ne sprejemamo odgovornosti za to, kar se nam dogaja. Pa ni nihče drug odgovoren za vse to, kar se nam dogaja, razen nas. Kot sva omenila, karmični razlogi so, to se pravi, moramo poravnati neke dolgove, ki smo jih sami sebi naložili v tem življenju, ali pa za svojimi sedanjimi ravnanji ustvarjamo pogoje, ki naše zdravje uničujejo. V obeh primerih gre za to, da se vprašamo, kaj so resnični vzroki za zbolevanje. Kaj so resnični vzroki? In Louise Hay je že pred 30 leti napisala knjigo Telo je tvoje, v kateri je zabeležila cirka desetine teh psihičnih ozadij, bolezni, ki pripeljejo do zbolevanja. In za vsako bolezen potem lahko vidimo, takšno in takšno stališče me vodi k temu, da bo v skrajnem primeru to izbruhnilo v obliki take in take bolezni. Recimo, pretiravanje ali pa razuzdanost na spolnem področju je, če je to močna zadeva, ima karmično posledico, da se bo v naslednjem življenju tak človek znašel z boleznijo pljučnice. To je bilo, ali pa tuberkuloze. Zato je bilo recimo v določenem obdobju, dokler ni bil iznajden lek oziroma zdravilo proti tuberkulozi, je bil to način, kako so lahko ljudje množično poplačevali svojo karmo skozi preživljanje tuberkuloze. To je pač nek kozmični zakon, ki ga je treba razumeti. Recimo Rudolf Steiner je ogromno o tem vedel povedati. On je utemeljil duhovno znanost in je razodel stvari tudi na takšen način, da jih današnji razmišljujoči človek lahko razume. Tako da vse to je povezano in pravzaprav že na razpolago, ampak je treba seveda se poglobiti v to vrstno literaturo in razumeti drugo plat medalje, ki jo poznamo samo z ene strani. Najlepša hvala, Zoran, za vse tole, kar si podal. Prav zares osupljiva pripoved o raziskovanju sveta in sebe, tudi knjiga Človek je več. Kot smo pa rekli, še kakšna informacija
o čemerkoli pa že, kar vas zanima, mogoče če iščete tisto pot, kako boste vi našli sebe, kako boste vi spoznali, na katerem področju potrebujete več ljubezni, zakaj je prišlo do tega in kaj pomeni posledica, kaj pomeni pravzaprav vzrok, na klepet@kavi.si, tam se lahko prijavite tudi za brezplačne elektronske novice. Če pa nimate dostopa do interneta, pa nič za to, 02 6200 230 je ustrezna telefonska številka. In če si ne boste vzeli časa za zdravje, si ga boste mogli slej ko prej vzeti za bolezen. Tako da dajte se odločiti za zdravje. A ti je bil posnetek všeč? Ja, super bi bilo, če ga deliš tudi s svojimi prijatelji. Še kakšna informacija glede novic in vsega ostalega, pa na www.klepet@kavi.si. Naj vam bo svetlepo.